Zanima nas še, kolikšna je sila v vrvi. Zato, da bomo izračunali silo v vrvi, si poglejmo, kaj se dogaja samo z enim od obeh teles. Ogledali si bomo samo, kaj se dogaja s prvim telesom. Na prvo telo deluje pospešek A. Ta pospešek A povzroča rezultanto sil na to telo, kar je masa krat pospešek po drugem Newtonovem zakonu. Tale naša rezultanta sil pa je po drugi strani enaka razliki sile teže, ki kaže navpično navzgor, in navzdol, in sile vrvi, ki kaže navpično navzgor. Torej, sila teže prvega telesa minus sila vrvi. Nas zanima, kolikšna je sila v vrvi. Torej, sila vrvi je sila teže prvega telesa minus tale rezultanta sil na telo. Sila v vrvi bo enaka masi prvega telesa krat gravitacijski pospešek, saj je to ravno sila teže, minus rezultanti sil na prvo telo. To pa bo masa 1 krat naš pospešek A, ki smo ga izračunali v prejšnjem primeru naloge. Vstavimo podatke. Masa prvega telesa je 0,6 kg krat gravitacijski pospešek 10 metrov na sekundo na kvadrat minus zopet masa prvega telesa krat pospešek, ki smo ga izračunali v prejšnjem naloge, to je 2 metra na sekundo na kvadrat. In izračunamo, rezultat je 4,8 kg meter na kvadrat, je enota, ki nam da enoto za silo